sem z vami, Kristi Žmahar iz Duhovnega ateljeja Potovanje duše. Danes imam zopet nekaj zelo zanimivega za vas. Namreč, prejšnji teden sem za vas poslala ven en obred za uspeh, ki ga dobro delate ob raznih energijskih prelomnicah, kot so lunini in sončevi mrki, polne lune in tako dalje. In ker nisem v bistvu pričakovala tako dober odziv, dobila sem ogromno vprašanj na to temo, zaželili ste si še več teh vsebin, sem spoznala, da je vsakemu izmed nas neka taka mala čarovnica, mali čarovnik, navdušila vas je pozitiva, ko sem vam razložila, da se zadnji za magijo skriva ogromno pozitivnega, in odločila sem se, glede na to, kaj so bile vaše želje, da mogoče, glede na to, da smo res v močnih energijah, vse skupaj še nadgradimo in še malce stopnjujemo in da naredimo še kakšen obred. In kaj ste si zaželeli? To je bila vaša želja. Zaželeli ste si obred za ljubezen. Definitivno v beli magiji poznamo tudi obrede za ljubezen, ampak predno se ga bomo lotili, bomo par stvari razložili, na kaj je potrebno biti pozoren. Vse tisto, kar bo pa potekalo sedaj vmes, gre bolj za to, da vam pokažem, da vam razložim, da pa se ne boste ustrašili, kako cel obred izvesti, ker je mogoče malce bolj specifičen kot prejšnjič. Naj vam povem, da na koncu tega videa boste imeli še enkrat spisane korake in fotomaterial tega, kaj sem jaz narisala in kaj sem jaz napisala, zato da vam bo malce lažje in boste potem lahko tem korakom sledili. Ampak gre se predvsem za to, ne za sam obred, ampak gre se za to, da vam razložim eno stvar, in sicer kaj je pomembno, ko delamo obrede sorodnih duš, ko delamo obrede za odnose in za ljubezen. V beli magiji velja eno pravilo. Mi imamo pravico priklicati ljubezen in imamo pravico, da uporabimo neke pozitivne magična orodja za to. Ampak ena stvar, kar vam pa resnično polagam na srce pri vseh teh obredih, je, da ga delate zase. Kar pomeni, bela magija, za razliko od kakšnih drugih odtenkov, definitivno spoštuje zakon svobodne volje. To pomeni, spoštuje zakon najvišjega dobrega, kar pomeni, da v naš obred dajemo samo energijo ljubezni, nikoli in nikdar pa se v te obrede ne daje, čeprav vas bo mikalo, ampak resnično ni v redu, imena in priimka drugih oseb. To pomeni, vi imate idejo, kdo naj bi se zaljubil v vas, v nekoga ste tako srčno zaljubljeni, mogoče si želite okrepiti odnos, mogoče odnos razpada, mogoče ste se zaljubili v nekoga in želite, da bo vaš, ampak v bistvu naša pričakovanja in najvišja duhovna dobra vibracija sta dostikrat zelo različni zaradi aspekta pač tega duhovnega našega in naše ego plati, ki pač nekaj pričakuje z nekimi zemeljskimi željami in pričakovanji. Torej, ko mi delamo obred, nikoli ne manipuliramo in nikoli ne vplivamo na drugega človeka. In to je tisto, kar jaz učim, to je tisto, kar tudi zagovarjam na svojem tečaju bele magije, kako priti do njega in kako se naučiti še več takih obredov, boste videli na koncu videa. Ampak jaz resnično učim to spoštovanje do drugih živečih biti. To pomeni, da je v redu, če se mi stvari želimo, ampak tudi drugi ljudje si želijo stvari zase in ni prav, da jih kakorkoli energijsko manipuliramo in probamo na kakršenkoli način vplivati na njih. Tako da to zdaj veste, ampak še vseeno obred deluje in veliko bolje, kot boste seveda to pričakovali. Torej, kako gre obred? Jaz bom sicer sproti kazala stvari, da boste dobili občutek, ampak kot sem rekla, ne bojte se, vse boste imeli razloženi na koncu videa in seveda tudi poslikano. Vse, kar potrebujete, je en bel list papirja. In na ta list papirja, jaz sem vse to že pripravila, se narišeta dve srci. Po možnosti čez rdečo barvo, recimo, da vzamete rdeč alkoholni flomaster, vam bo dobro prišlo, kajti rdeča barva je bila vedno barva strasti, ljubezni in motivacije. Nariše se eno srce, kot tukaj vidite, potem se nariše še enega spodaj, vendar obrnjenega na glavo, zato da njuni stičišči, da sta takole eden proti drugemu in med njima teče vez ljubezni, temu rečemo. V spodnje srce, ki je manjše, napišete svoje ime, to seveda lahko.
V zgornje srce pa napišite tisto, kar želite izkušati v odnosih in kar želite izkušati v ljubezni. Recimo, jaz sem napisala, čisto za primerjavo, spoštovanje, dobra komunikacija, objemi, rada se objemam, smeh, zaupanje. To pomeni, zbrala sem nekaj kvalitet, ki jih jaz želim izkušati v svojem življenju. Ali je to partnerstvo, ali je to prijateljstvo, kakorkoli že. Torej, kot vidite, nisem v ta srček dala recimo Mihael Žmahar, ampak sem dala torej samo kvalitete, ki želim, da se stekajo v moje življenje. Poleg tega sem napisala tukaj, zraven, na kjerokoli stran bi napisali, ni pomembno, jaz sem pač recimo takole zbrala in sem napisala urok. In urok gre takole: ljubezen, ki poslana je, k meni vrne se. Ljubezen, ki si jo želim, vedno in povsod dobim. To pomeni, to sem jaz napisala, to je pač na tem listu in potem boste to tudi vi videli na koncu videa. Ko imam zdaj, to pomeni, dobro razmislim, kaj je tisto, kar želim prejemati, zdaj imam jaz to na listu, in imam obred pred seboj. Rabim eno majhno svečko, jaz sem našla to v obliki zvezdice, ampak ni pomembno, da je v obliki zvezdice, je pa pomembno, da je rdeče barve. Torej, ta svečka, ki jo bom jaz dala na to nitko, to pomeni, ta svečka bo prišla na to vez med srcema, dam svečko, ki jo prižgem. In je pomembno samo to, da rdeče barve, najbolj, da si kupite kakšno čajno svečko rdeče in dam na sredino. Okrog lista, kot ste videli že v prejšnjem obredu, dobre stvari so 3, damo 3 svečke. Jaz sem sicer vzela svečke iz naše trgovinice, vsi tisti, če potrebujete kakšne take posebne svečke, imamo zelo lepe, jih najdete na www.trgovina-potovanje-duse.si. Ampak kakršnekoli svečke bi vzeli, lahko bi bile čajne svečke, lahko bi bile take velike rdeče svečke, jaz sem vzela pač rdečo svečko, je v rdečih odtenkih in je svečka emocionalne varnosti in ima tazga angela, ki objema otroka, taka lepa čustvena svečka. Bom pa povedala, zakaj sem jaz zbrala velike svečke, zakaj bi vi mogoče lahko tudi razmišljali, da bi zbrali večje svečke, ko govorimo o teh 3 svečkah, ki pridejo okrog lista, te 3 so pomembne. Če izberete malce večje svečke, je zelo dobro zaradi tega, ker vsakič, ko se vam zdi, da ste se doma nekaj skregali, da nekaj ne teče, da ste slabe volje zaradi odnosov, prijateljstva, sodelavci in tako naprej, kar lahko naredite je, da vsakič, ko je ali polna luna, ali lunin mlaj, zelo dobro se te obredi na luno pač osredotočajo, zato jih tudi radi, zato imamo tudi mi zdaj tak ambient, radi delamo zvečera, veste, magija ima rada neke energije, kjer se lahko zasveti, ki so take romantične in ambientalne, in tako smo tudi mi danes naredili. In če zberete večje svečke, pomeni, da ta obred naredite samo enkrat, svečke se bojo napojile s tem obredom in ob vsaki polni luni na mlaju, ali pa tudi, ko sami začutite, no vse zadnje ni pomembno, samo prižgete te svečke in bo dvignilo to energijo obreda. Torej, jaz sem zdaj to prižgala, to imam, torej svoj urok si lahko ponovim v mislih ali na glas, dobro je, da je 3-krat, so dobre stvari, so 3, smo se že naučili. Torej, ljubezen, ki poslana je, k meni vrne se, ljubezen, ki si jo želim, vedno in povsod dobim. Potem bi ponovila še 2-krat. In potem se skoncentriram na svoje srce in v tem trenutku bi šla v manjšo 5 do 10 minutno meditacijo. Šla bi v meditacijo, sredotočila bi se, najprej bi se skoncentrirala, nekaj časa ponavljate globoke vdihe in izdihe, in potem začnete iz vaše srčne čakre v to srce in v zgornje srce pošiljati energijo tega, kar si želite. Torej, jaz sem napisala spoštovanje, dobra komunikacija, objemi, smeh in zaupanje. In si začnem vizualizirati, kako to teče iz tukaj v ta list, v ta srca in nazaj.
In v tej vezi si predstavljam, kako imam lepa prijateljstva, lep partnerski odnos, ampak samo energijo. Razumete? Tukaj se bo, jaz se zavedam, avtomatsko zgodilo, da vam bojo prihajali obrazi ljudi, zaradi tega, ker bojo oni želeli v tem sodelovati, ampak kot smo rekli, če bojo prišli, naj pridejo sami, če pridejo v vašo meditacijo in jih zagledate, naj pridejo sami na sam papir in v sam obred pa dajete samo energijo namena. To je to, preprosto je, lepo je, date si lepo mirno glasbo gor in boste začutili, zelo se vam bo odprla srčna čakra, zelo velik pretok ljubezni se vzpostavi. Tako da jaz vam vsekakor želim veliko dozo ljubezni in še več. Hvala, ker ste z nami, hvala, ker so vam všeč take obredi, hvala, ker nas spremljate. Za jesen imamo ogromno novih stvari za vas v načrtu, brezplačne predstavitve, ki se bodo nizale eno za drugim. Poglejte si na koncu videa, potem pa tale tečaj bele magije. Samo eden v roku enega leta prihaja 30.9. v Ljubljani. Prihaja tudi naša prenovljena spletna stran, zdaj sem malo izdala in povedala, mnogo tega še za vas brezplačne meditacije, tako da lepo se imejte in se vidimo.